Vsem zbranim želim en lep pozdrav in vesela sem in hvala vam, da ste se udeležili v tako velikem številu glede na trenutne vremenske razmere in predvsem sem zelo hvaležna, da smo uspeli čez noč dobiti suh prostor glede na včerajšnje vreme. Upajmo, da bo tudi čez dan zdržalo. Iskrena hvala tudi vsem povabljenim sodelujočim, ki so se odzvali mojemu povabilu in so vam pripravljeni predati informacije in vsebine, ki jih verjetno še niste slišali. Zelo dobro jih poslušajte. Današnja tematika je samooskrba na več nivojih. Ljudje se premalokrat zavedamo, da samooskrba ni samo hrana, ampak gre za celostni pristop k človekovi dobrobiti, predvsem delo na sebi, ki je ključno za razumevanje, kdo smo, kaj v svoji notrini smo in kakšna je naša samoodgovornost glede kvalitete našega življenja na tem planetu, na katerem bivamo. Tu gre za naše zdravje, našo dobro počutje, zdravo in kvalitetno prehrano, našo telesno nedotakljivost in celovitost, kvaliteto našega bivanja, doumevanja naše skupne dobrobiti, skrb za finančno varnost, varovanje našega okolja in tako naprej. Ljudi zanimajo tudi konkretne rešitve glede razmer, v katerih smo se znašli. Bistvo same rešitve glede nas samih je v bistvu v nas samih. Kvaliteta našega mišljenja vpliva na vse v nas in izven nas. Mir, ki ga dosežemo v spoznanju, da imamo v bistvu vse rešitve že na dosegu, nam omogoča lažje in boljše spoprijemanje s trenutno situacijo. Na nas, ki imamo pogum, aktivno delujemo in poznamo ozadje agende, pa je, da ljudem v živo predamo informacije, ki jih morda še ne poznajo. Jih opogumimo, povežemo in jim pomagamo z vzpodbudo in lastnim zgledom tako delovanja kot sodelovanja in povezovanja. Zgled dobre prakse je vsekakor naša vsestranska Irena Rotar. Zanjo velja načelo nič ni nemogoče. To dokazuje svojim doprinosom k večji samooskrbi na vseh nivojih. Zna uporabljati tudi zakon privlačnosti, saj je Ptujski seminarski center dobesedno splela novemu kupcu in ga pridobila nazaj v slovenske roke. Dobro se zaveda pomena avtohtonih sort semen, zato je dala tudi pobudo za ozelenitev krasa s semenskimi kroglicami. Veliko govori tudi o guerilla gardeningu. Naša Irena Rotar. Oj, ostijare, bodi mlad, pomlajen, Slovenec, Slovenka, kjerkoli si, to je tvoj temelj, tvoja osnova, od tu izhajaš. To so nam zapisali naši predniki in na vrču, ki je zakopan v Vačah in od tu izhajajo. Naši predniki, vsi zanamci, zato smo bili tukaj, so vedno našli pot, ko je bilo najtežje. Znali so stopiti skupaj in svet takratne družbe je vedno znova podnesel novi rod za naprej. V različnih zgodovinskih obdobjih so bile drugačni pristopi. Najprej vemo, da je bilo to osnovno preživetje, potem so se organizirali vaške skupnosti, potem so se organizirali okrog gradišč, potem so se organizirali, da so imeli kmečke punte, no in sedaj njih 100 let lepo v miru živimo, pomislimo, da bo vsi drugo na mesto nas naredili. Ampak, kot kaže, ne bodo, kaj ne? No, mi za ekipo, tudi da nekaj vas je danes tukaj, smo že od leta 2006 skupaj, Maja Klemen Sokan, tu med občinstvom veliko ljudi, ki smo se že takrat povezovali. Takrat smo organizirali EcoFest in smo ugotovili, kaj nam je skupno. Skupno nam je samooskrba, samozadostnost. Se pravi, kdo ima hrano, ta ima oblast. Se strinjate? Tu se vse začne in konča. In zaradi tega moramo biti, nismo bili dovolj pozorni, jaz sama tudi kar neko odgovornost čutim do tega,
ker v tem času, ker nekaj desetletij sem že tukaj na tej zemlji, sem kar veliko stvari prepustila, pa nisem reagirala, pa smo lepo prodajali najprej tovarno sladkorja, pa smo bili vsi tiho, potem so vsi rekli, da smo konvencionalci, pa da nismo moderni, če se ne strinjamo za kapitalizacijo, potem so prodajali naravno zdravilišče, pa rekli, da imamo koncesijo nad vodnimi viri, no in potem je zelo fajn imeti koncesijo, če si ti država, jaz imam vašo denarnico, imam pa koncesijo, z njo pa vi upravljeni, od te koncesije ne vem kaj dosti. No in tudi prav zdaj je to gibanje recimo v Veliki Britaniji, če ste kaj zasledili, ker so se ljudje začeli zavedati, kaj pomeni javno-zasebno partnerstvo v dostopu do vode. Tako da je potrebno na samoskrbo gledati celovito. Jaz sem tudi danes zelo vesela, da imamo danes tudi izmenjevalnico semen, z nami je tudi Neja Florjanc, ki dejansko ohranja določene sort semen, tako da boste lahko tam dobili tudi semena, nekaj jih podarimo, nekaj jih ima pa tudi ona še viška, tako da lahko se oskrbite tudi z semeni. Kaj je semena? Iz semena zraste vse. A je to seme ideje, a je to seme rastline. Tisto drobno zrno seme ima čudovito lastnost, ki se mu reče dormenca. Dormenca je ta lastnost, da seme skali točno takrat, ko ono ve, pa v tistih pogojih lahko zrastlo. Prav zaradi tega se je skupina entuzijastov odločila, da bi pomagali krasu. 4000 hektarjev je pogorelo na krasu. Nekateri pravijo, da v čudnih okoliščinah in na zanimivih mestih, ampak mi se v tem ne bomo ukvarjali se bomo s tem, kaj lahko storimo, da bo boljše. Boljše za nas, za kraševce in tudi za prihodne rodove. V tujini imajo zelo zanimivo zadevo, reče se je gorila gardening. To je ena oblika aktivističnega protesta, kjer mečejo semenske bombice tam, kjer se ne strinjajo ali za javno rabo prostora, ali recimo, če kdo želi narediti kako tovarno na kakšnem mestu, takšnem neprimernem, in potem pomečajo aktivisti te semenske bombice. Odstranjujejo tudi razna druga javna prostora. Tudi Slow Food Evropa vsako leto ob svetovnem dnevu čebel organizira sejanje semenskih bombic v pomoč čebelam. Sedaj pa dosvetlimo situacijo na krasu. Zakaj pomagati krasu? Zakaj ne pustiti, da bi narava sama naredila, kar bi bilo potrebno? Tukaj je zelo specifična situacija. Če se gremo po gozdovanje, je tam 50 do 60 stopinj, ko se tisto kamne zagreje. To je ena stvar. Druga stvar, že v prvem dežju se je pokazalo nekaj. Ob skalah je bila ogromna erozija, ker tam, kjer ni sedaj rastlinja, odnaša zemljo ob skalah navzdol. Drugo je vetrna erozija. Sedaj na sestanku z Zavodom za gozdove, kjer delajo tudi to sanacijski program, so povedali, da je tudi zemljna erozija. To pomeni, da je kar nekaj humusa, tudi zaradi prevelike vročine, zgorelo. Tako da bi bilo res treba nujno narediti semenske kroglice z avtohtonimi rastlinami, tudi stara sorte žit, kot tatarska ajda, proso in tako naprej pridejo v poštev in zademo zeleniti kras. Semenske kroglice se naredijo tako, da daš 2/3 humusa, 1/3 ilovice in sene. Potem narediš tak smokec in potem ga posušiš. Tisto, ko se pa potem to razmeče, lahko se ročno na nedostopnih krajih, pa kot je po svetu že zelo poznano, pa se razmeče z droni in helikopterji. In na tak način lahko odstranimo velike površine, ker to je kar velika površina, 4000 hektarjev, vse se ne bomo mogli rešiti, ampak vsaj nekaj, ne? Vsaj v obronkih gre tudi za to, da je tam tudi veliko divjadi. Divji prašiči, jelenjad in vse pritiska zdaj na vso podrast, karkoli tam raste, ker
tudi ni žuželk, ni metuljev, ni čebel. In je treba narediti pogoje, da bodo ti lahko živeli in imeli kaj za pojesti. Zato smo res, hvala vsem podpisnikom pobude, tudi tam še zbiramo zdaj pobude, podpisnike pobud in tisti, kjer boste napisali svoje naslove, bo potekala zadeva tako. Podpisniki pobude je tudi Sanja Lončar z ekipo samooskrbnih, ki imajo po 50 krajih po Sloveniji lokalne odbore. Vsak teden je to predavanje in potem vsake 14 dni po lokalnih odborih v živo delamo samooskrbo. Tako imamo skupne nabave in tako naprej. So podpisniki tudi Ajda Štajerska oziroma Meta Vrhunc z vsemi temi povezanimi društvi, kjer imajo tudi po različnih krajih po Sloveniji svoje društva. Potem je glavni podpisnik je pa profesor dr. Ana Vovk, ki deluje na fakulteti v Mariboru in je tudi sodeluje po svetu na teh degeneriranih območjih in tudi je drugač profesorica in ima poligon na Mednarodnem centru za samooskrbo. Tako da tisti, ki se bodo podpisali, bomo naredili tako, da bomo tisti, ki bi želeli sodelovati pri kroglicah, obvestili, kje vašemu najbližjemu kraju se bo dogajala izdelava kroglic. Zato smo tam napisali kraj, kje ste doma po poštno številko, da se lažje znajdemo. Da napišete poštno številko, ker bom po poštni številkah vas obvestili, kje vašemu najbližjemu kraju se to dogaja, pa če se želite, se lahko pridružite. To je ena stvar. Drugo, moja presenečenja Mateja, tistega bo sama povedala, tistega bom jaz. Tako da res predlagam, da se poglobimo v te semenske kroglice. Ampak, a so te semenske kroglice samo za kras ali so za nas? To lahko delamo kjerkoli hodimo, ko gremo na sprehod. Ko pojemo breskve, razmislimo, da ni to samo koščica od breskve, ampak da je to lahko novo življenje. Iz koščice zaraste novo življenje, novo drevo. Če ga ne bomo mi pojedli, ga bomo mogoče čebele, v obronkih gozda, tudi če nimamo svoje zemlje, posadimo sadno drevo, posadimo cvetlice, posadimo ajdo. Kjerkoli hodimo, lahko pustimo svoje seme in v svojih delih sami bomo živeli večno, v drugi obliki. To je ena taka lepa popotnica. Sedaj pa da vas še obvestim glede kokoši. Sedaj sem bila 6 dni na sejmu Agra. Bilo je zelo zanimivo, jo bo še povedala Maja Klemen Cokan. Je bilo kar zelo zanimivo, no. Kako bi to lepo povedala, da ne bi tako bilo kruto, je najbolj preprosto reči, zapihajmo rokave, spoznajmo ljudi, kje se bomo lahko skrbeli, kajti prišel bo čas, ko bomo odvisni drug od drugega, pa vsi skupaj bomo lahko potem res imeli vrtlo bilje, tako kot pravi Mateja Žlogar. Gre namreč za pomembne stvari. Na eni strani kmetijska politika, če boste prebrali 1222 strani skupne politike za Slovenijo, boste lahko potem preučili pa naredili 10 ali ne. Prvič, podpirajo velike korporacije, so zelo okoljsko naravnani v smislu, da se ohrani narava, s tem, da se tudi pridela čim manj hrane, ampak se pa ohranja narava. To je tak rezime. V glavnem za primerjavo pa je zelo zanimiva informacija, ki je meni zelo padla v oči. Subvencije za poljedelstvo, za ljudi, ki pridelujejo hrano pod milim nebom, je 170 evrov. Za ljudi, ki pridelujejo hrano v zaprtih prostorih, brez sonce, brez dotika zemlje, hidroponika, akvaponika, je 1850 evrov. Razmišljeno, kam gre ta svet in tisti teoretiki zarote, ki pravijo, da bo prišel čas, ko bomo odvisni od bonov za hrano, če bomo pridni, in da bo to hrana na bone iz
hidroponika in akvaponika in Monsanto že več kot 5 let razvija te gensko spremenjene organizme, da tukaj pač boljše rastejo pod takimi pogoji. Ne vem, bomo videli, kaj bo čas prinesel, no? Ampak vse mi prisegamo na hrano pod svobodnim soncem, z energijo Zemlje, Lune in ostalih planetov, tako da dostop do vode, ne? Mislim, kam smo prišli, da sploh nimamo dostopa do čiste vode, da se moraš vprašati, ne, ali lahko piješ vodo, ki si jo na točil, ne? Tudi danes imamo tam predstavitev, kako se pomagati s tem, tudi s filtri, da lahko vodo zajameš. Tam imamo tudi semena, tam lahko podpišete, če boste delali semenske kroglice, pa tisti, ki še niste podpisali, lahko podpišete za svobodno rejo kokoši. Govorila sem tudi z ministrico in tudi z državnim sekretarjem in z direktorjem veterinarske uprave, ki imajo to kokoši, se pravi implementacijo uredbe evropske, ki prepoveduje oziroma določi registracijo kokoši že od enega komada naprej. To pomeni, če na domačem dvorišču ena kokoš, dejansko je treba registrirati. Ampak mi smo bili lepo tiho, vsi kmeti, ne, v duhu subvencij, imamo zdaj že vsaka krava nima rogov, ima pa ušesne številke. Se pravi, vsaka krava v Sloveniji je registrirana. Vsaka ovca ima ušesno številko, ker je registrirana. Vsaka koza že ima ušesno številko, ker je registrirana. Vsak prešič mora imeti registrsko številko, se pravi, vse imamo pod nadzorom. Kot je povedal v oddaji na Valu 202, gospod Razmilović, novinar, je zelo lepo ocenil. Je rekel, ne gre za kokoši, za svobodo ene kokoši, gre za svobodo nas. Če nadzirajo kokoši, kako bojo nadzirali nas? Gre za svobodno pridelavo hrane. Ne gre za kokoši, gre za 4 milijarde vreden evropski trg kokoši. In če je samo 10% kokoši, ki niso popisane, jih je škoda, ne? Zakaj bi globalisti dobili že tistih 10%, ne? Tako da v glavnem, mi si prizadevamo še naprej za svobodno rejo kokoši. Na podlagi tistih podpisov, ki ste jih vi poslali, smo podali potem vlogo na ministrstvo. Na Ekoci, pa tudi v mailing smo vam poslali, kaj so nam odgovorili. Odgovorili so, da bodo preučili in da bodo pač implementirali in da so za povečanje samooskrbe, kajti, kot smo rekli, v Oregonu, v Ameriki, kjer so najprej začeli, se niso strinjali s tem, v zveznih državah v Ameriki so najprej prepovedali kokoši, potem pa so prepovedali vrtičkanje. Kar sicer gre za primestje, ampak celo naša Slovenija je eno primestje, lahko rečemo, ne. Tako da v glavnem v Oregonu se niso strinjali s tem, tako da mi smo tisto pobudo poslali, lahko to pogledate na www.ekoci.si. Oni so odgovorili, da bodo preučili, da sicer se zavzemajo za povečanje samooskrbe, da pa bodo enako, kot piše v evropski uredbi, naredili izjemo in sicer tako, da ne bo treba registrirati. Tisto pa že oni napisali, kjer so na skupnem dvorišču krava, koza, prašiči, mačka, pes. Kar v praksi pomeni, da bi, se pravi, če ima stara mama kozo, pa ima 10 kokoši, pa da hčerki 10 jajc in jih ona odnese domov, sta obi v prekršku. Zaradi tega, ker je jajca zapustila proizvodnji do obrat, se pravi dvorišče, in je to v prekršku, ne. In mislim, tako da res je to zakomplicirano, vse smo bili dolge pa burne razgovore, prišli smo do tega, da neuradno so zdaj povedali, da do ene količine bodo pustili svobodno rejo kokoši, ampak to še ni vse, pogledajte. Ne vem kako, mogoče kdo iz publike bolj ve, kako bi se to dopovedalo. Če pride, sedaj še pa hujše, brez pravne osnove, sedaj že hodijo veterinari po
hišah in popisujejo kokoši. Uredba evropska sploh še ni implementirana, po koncu leta, tako kot so rekli, ampak veterinari hodijo po hišah in popisujejo kokoši. In veliko ljudi se je že premislilo, da nabavlja več kokoši za jesensko rejo. In prav zato moramo to zdaj ustaviti, zdaj gremo na naslednjo kampanjo z pravniki, da najdemo način, tudi tam na ministrstvu sem vprašala, kako si to dovolijo, ampak so rekli, da imajo inšpektori več pooblastil kot policija, ki ne sme brez sodnega naloga stopiti na vašo dvorišče, tako da zdaj iščemo pravne odgovore, kako ravnati, da bomo vedeli ljudem povedati, če pridajo popisati kokoši, ker to se ne sme, če nimaš pravne osnove, ne? Tako da borbe so na vseh področjih, treba bo res dejansko poskrbeti za lastno hrano, spoznati ljudi, ki pridelujejo hrano in pa tudi sami pri sebi znati ceniti hrano. Poglejte, en tipični primer je samo že danes. Recimo, mi smo danes plačali vstopnino za predavanja, pa za hrano. Hrano je dobaval gostinec, ti smo plačali. Istočasno nas pa naša organizatorka, za kar se ji zelo zahvaljujemo, časti iz vrta obilja z dobrotami. En velik aplavz za Matejo. Dela od jutra do večera, ko je večer, se pogovarja z nami. V potu svojega obraza okopava, potem peče štrudle, vlaga, dela sokove in tako naprej. Nabrala je tudi ogromno domačih pridelkov, sadja in tako naprej. In sedaj je čas, da mi sami pri sebi ugotovimo etiko, moralo in kaj smo mi sposobni narediti in kak je tudi naš notranji občutek do ene etičnosti. Recimo, jaz sem predlagala, da oni nastavijo tamle ko je prijava, škatlico za prostovoljne prispevke in za tisto sadje, ki ga je Mateja pridelala, pa smo ga použili, vržemo noter kakšen kovanec, ker mislim, da si to zaslužijo in če ne bomo mi znali spoštovati drugega, tisto, kar nam je dano, ste za to, se strinjate? Če ne bomo znali spoštovati drugega, naše medosebne odnose, dajanje energije, znanja, storitev, hrane, povezovanja, to je tista etična družba, ki jo želimo imeti v prihodnosti. Vsak izmed nas nekaj zna, vsak izmed nas nekaj ve, vsi znamo vse, pa zmoremo vse. Samo povezati se moramo na pravi način in bomo tako, kot so bili naši predniki, ki so vedeli, da so odvisni od svojega srca, od svojih možgan, od svojih rok in nog, od svojega povezovanja in od vsega, kar nas obdaja. A tudi vi mislite tako? Bomo zmogli? Hvala Ireni. Irena je res borc. Ona je neustrašna. In ko sem jo jaz poznala, sem videla, da ni sama, da sem tudi jaz. Mal bom dala replike na njeno vsebino, predvsem kar se tiče inšpektorjev. Oni nimajo nikakršnih pooblastil. Nikakršnih. To, kar oni govorijo, da imajo pooblastila višja od policije in vojske in ne vem česa, je čista laž, manipulacija in zavajanje. Zakaj? Zato, ker so pri meni inšpektorji že leteli s tržnice pa z dvorišča. Jaz imam na mizi na tržnici napis objekt pod video nadzorom, kamero in ko oni to vidijo, samo obrnejo in grejo. Ko vam pride na dvorišče, vstopa na vašo last in posest. A vam je on kupil vašo zemljo, vašo hišo, ki ste jo vi s svojimi žuli naredili? A se vi zavedate svoje vrednosti, svoje moči? Nobeden. Eden je bil pri meni ful pameten. Veste, kaj sem mu rekla?
kako bi se ti počutil, če bi se jaz sprehajala po tvojem stanovanju, brskala po tvojem hladilniku, srala v tvoj skret, se valjala po tvoji dnevni, spala v tvoji posli, me je samo debelo gledal. Sem rekla, minuto imaš časa, da zgineš z dvorišča in je spokov. Brez besed. Na tržnici sem jim povedala, jaz sem direktor svojega podjetja. Ti si uslužbenec korporacije Furs d.o.o. Kako se bova midva zdaj pogovarjala? A vam pokažem? Jaz sem takole, on je takole. Kako sva si po rangu? Mal je treba imeti spoštovanja do direktorjev, pa se jaz nimam za nobenega direktorja. Ampak če se grejo neko sistemsko zadevo, potem naj jo tudi spoštujejo. Kaj več o temu bo povedal Marjan Rupnik, ki pride okrog 12. Mi gremo pa naprej, samo toliko, da boste vedeli, kakšno moč imamo. In jaz bom vse naredila, da jih spravim na svoje mesto tam, kamor spadajo. Inšpektorje mislim. Da pa vse, kar posadimo, zraste, je treba pravilno pripraviti zemljo, vanjo vsejati ne samo seme, pač pa tudi našo ljubezen, pravilen pristop, za res dobre in vzdržljive pridelke se uporablja tudi luno. Moja izkušnja z luno je, da če plevem takrat, ko gre od polne proti prazni, zraste za 80% manj plevela. Več o tem pa vam bo povedala Maja Klemen Cokan.